Vemo, da so bili nacisti poraženi v vojni in so se predali leta 1945. Ampak kaj, če bi zmagali? Kakšni so bili pravzaprav načrti ali nameni Hitlerja? V tem videu bomo to izvedeli. Ampak počakaj, preden o tem govorimo, si najprej na kratko oglejmo, kaj se je zgodilo, da boš imel vsaj nekaj predstave. Pravzaprav v prvih letih vojne Nemčija je dosegala zaporedne in hitre zmage, zavzeli so Poljsko, nato pa je nemška vojska napadla Dansko, Norveško, Nizozemsko, Belgijo in Francijo. In v zelo kratkem času je nacistična Nemčija postala najmočnejša vojaška sila v večjem delu Evrope. A v resnici se je vse začelo prav v Franciji. Ampak zakaj? Ker se je maja 1940 zgodilo nekaj zelo pomembnega. V tem času je francoska obramba hitro propadla, zato so nemške sile uspele prodreti. Zavezniški poveljniki tega niso pričakovali, zato so bili britanski in francoski vojaki prisiljeni v umik. Zaradi tega je na tisoče britanskih vojakov obtičalo v okolici Dunkirka, obalnega mesta na severu Francije. Za njimi je bila nemška vojska, pred njimi pa Rokavski preliv. To pomeni, da skoraj niso imeli več kam pobegniti. Če jih ne bi takoj evakuirali, bi Velika Britanija v hipu izgubila ogromno število izurjenih vojakov. In prav tu se je začela operacija Dinamo. Velika Britanija je uporabila vojne ladje in številna manjša civilna plovila, da bi vojake, ki so bili ujeti v Dunkirku, pripeljala nazaj v Britanijo. Več kot 300 tisoč zavezniških vojakov je bilo evakuiranih, preden je območje dokončno padlo. In medtem, ko se je to dogajalo, je znotraj britanske vlade potekala resna razprava. Winston Churchill je bil takrat še nov predsednik vlade. Vendar pa je bilo nekaj uradnikov v britanski vladi, vključno z lordom Halifaxom, ki so želeli razpravljati o možnosti sklenitve dogovora z Nemčijo s pomočjo Italije. A vendar je Velika Britanija na koncu izbrala, da ne bo odnehala in bo nadaljevala boj. Ta odločitev je bila izjemno pomembna. Zakaj? Ker če bi se Velika Britanija leta 1940 umaknila iz vojne, Nemčija skorajda ne bi imela več velikega nasprotnika v zahodni Evropi in če bi se to zgodilo, bi Združene države izgubile pomembno mesto, kjer bi lahko zbirale svoje vojake, letala in orožje, preden bi napadle Evropo pod nadzorom nacistov. In res je dobro, da Velika Britanija ni odnehala. Tako je po padcu Francije še ni bilo konec, saj je imela Nemčija še vedno težave. In sicer, kako bodo prisilili Veliko Britanijo, da se preda v vojni. Ampak Britanija je bila resnično bojevita in ker so se spopadi nadaljevali, se je tukaj začela bitka za Britanijo. Sredi leta 1940. Skoraj vsak dan so se v zraku borila vojaška letala Nemčije in Britanije. Nemške zračne sile so imenovane Luftwaffe, medtem ko se britanske imenujejo kraljeve zračne sile oziroma RAF. Nemčija je bombardirala letališča, radarske postaje, tovarne in druge pomembne cilje v Britaniji. Položaj je bil izjemno težak za britanske pilote. Skoraj vsak dan so leteli, da bi se soočili z nemškimi letali. Zato jih je veliko umrlo, številni pa so bili izčrpani. Veliko letal je bilo izgubljenih med boji. Bitka se je nadaljevala. Toda pa je imela Velika Britanija veliko prednost. Imela je radarsko mrežo in dobro organiziran sistem, ki je hitro zaznal, kje bodo vstopila nemška letala. Zaradi tega britanski lovci niso ves čas morali biti v zraku. Letala so lahko poslali tja, kjer so jih najbolj potrebovali. In, kar je še pomembneje, Luftwaffe Nemčije ni uspela uničiti RAF-a. In ker Nemčija ni prevzela nadzora nad zračnim prostorom, jim je postalo izjemno težko napasti Britanijo. In tudi, če bi jim uspelo prevzeti nadzor nad zračnim prostorom, bi se morali še vedno soočiti z izjemno močno britansko kraljevo mornarico na morju. In ker je Britanija ostala neomajna v vojni, Hitler ni mogel ničesar storiti. In tukaj je še ena ogromna napaka Nemčije. Ne samo, da niso mogli premagati Britanije, naredili so še eno veliko napako. Junija 1941. Nacistična Nemčija je napadla Sovjetsko zvezo. Ta napad so poimenovali Operacija Barbarossa, invazija je bila izjemno obsežna. Milijoni vojakov osi so napadli ogromno ozemlje Sovjetske zveze. V prvih mesecih je bila Nemčija izjemno uspešna. Številne sovjetske enote so bile obkoljene, veliko vojakov je bilo zajetih, nemške sile pa so hitro napredovale v sovjetsko ozemlje. Eden njihovih glavnih ciljev je bila Moskva, glavno mesto Sovjetske zveze. Oktobra 1941. Nemčija je začela operacijo Tajfun, veliko ofenzivo proti Moskvi.
In ko so se nemške sile približevale Moskvi, se je njihova situacija še bolj zaostrila. Bili so namreč zelo daleč od svojih oskrbovalnih virov, zato je trajalo dlje, da so do njih prišli. Hrana, gorivo, strelivo in rezervni deli za njihova vozila in orožje. In potem je prišel še hud mraz. A v resnici Nemčiji ni spodletelo samo zaradi hudega mraza. Veliko nemških vojakov je bilo namreč že zelo izčrpanih. Zaloge so bile pomanjkljive in so prihajale počasi, in odpor sovjetskih sil je bil vse močnejši. Kljub temu, da je bil položaj Nemcev izjemno težak, so se jim vseeno uspelo zelo približati. Ko je prišel november, nekatere nemške oklepne enote so prišle na približno 19 kilometrov od Moskve, vendar mesta niso zavzeli. V začetku decembra se je začel velik sovjetski protinapad. Nemške sile so se postopoma začele umikati iz okolice Moskve. Tukaj je Hitler začel opažati izjemno velik problem. Ni mu uspelo hitro strmoglaviti Sovjetske zveze. To pomeni, da se bo Nemčija zdaj soočila z ogromno vojno na vzhodu, medtem ko se Britanija na zahodu še naprej bori. Z drugimi besedami, sovražniki so jih že obkrožili. In le nekaj dni po začetku sovjetske protiofenzive se je problem Nemčije še povečal. Ampak zakaj? 7. decembra 1941 Japonska je napadla ameriško pomorsko bazo v Pearl Harborju na Havajih. Naslednji dan so Združene države Amerike napovedale vojno Japonski. In 11. decembra sam Hitler je napovedal vojno Združenim državam Amerike. Ampak zakaj je to storil Hitler? Verjel je namreč, da bodo Združene države bolj zaposlene v Pacifiku. Upal je tudi, da ker sta Amerika in Japonska zdaj sovražnici, bodo ZDA težje usmerile vso svojo moč proti Nemčiji. A zdi se, da se je Hitler tukaj zmotil. To je bila ogromna sprememba, kajti zdaj so Nemčiji hkrati nasproti stale Britanija, Sovjetska zveza in Združene države Amerike. To so tri države z izjemno veliko populacijo, industrijo, viri in sposobnostjo izdelave orožja. In tukaj je Nemčija izgubila. Ampak kaj, če bi se zgodilo nasprotno? Kaj, če bi se Britanija predala, Sovjetska zveza hitro padla in Amerika ne bi posredovala? Kaj bi se v resnici zgodilo, če bi Hitler zmagal v Evropi? Kaj je v resnici nameraval narediti potem? In to je glavna tema tega videa. Če bi bila Sovjetska zveza poražena in bi nacistična Nemčija zavzela njeno ozemlje, velik del vzhodne Evrope, se Hitlerjev načrt tam ne bi končal. Njegova osvojitev bi bila šele začetek večjih sprememb, ki si jih je želelo nacistično vodstvo. In to so bili njegovi načrti. Središče njegovega načrta je bil tako imenovani Lebensraum oziroma življenjski prostor. Za Hitlerja naj bi Nemčija potrebovala večje ozemlje za hrano, vire in novo bivališče za Nemce. Glavna smer njihove ekspanzije je bila proti vzhodu. Sem so spadale Poljska, Ukrajina, Belorusija, Baltske države in velik del zahodne Sovjetske zveze. Vendar nacistična Nemčija v teh krajih ni načrtovala zgolj zamenjave vlade. Želeli so spremeniti tudi to, kdo bo živel na teh ozemljih. In tukaj so nacistični načrtovalci oblikovali tako imenovani generalni načrt Vzhod. To je bila serija načrtov za pretvorbo velikega dela vzhodne Evrope v ozemlje pod nemškim nadzorom. Po tem načrtu milijone ljudi so nameravali pobiti, izgnati iz njihovih domov, prisiliti v delo ali preseliti na oddaljena območja. Ker je po nacistični ideologiji oziroma prepričanju nacistov naj bi bila nemška rasa višja od drugih ras. In obstajajo skupine, ki jih niso želeli kot del svojega novega nemškega imperija. To prepričanje je bilo zelo močno. Resnici na ljubo so bili njihova posebna tarča Judi. Že odprej je nacistični režim sistematično pobijal Jude v holokaustu. Ciljali so tudi velik del slovanskega prebivalstva, vključno s številnimi Poljaki, Ukrajinci, Belorusi in Rusi. Pa bodo res vse ljudi tako obravnavali? Pravzaprav ne. Obstajajo ljudje, so jih nacisti izbrali za tako imenovano germanizacijo. To pomeni, da če so nacistični rasni uradniki menili, da imajo določene lastnosti, ki ustrezajo njihovim rasističnim standardom, so jih lahko prisilili, da opustijo svojo prejšnjo identiteto in jih naredili za nov del nemškega prebivalstva. In zemljišča, ki bodo ostala brez prejšnjih prebivalcev, naj bi naselili nemški naseljenci.
To pomeni, da bodo številne domačine odstranili z lastne zemlje in jih nadomestili z nemškimi družinami, da bi postopoma naredili okupirana območja del Nemčije. Zato vojna proti Sovjetski zvezi ni bila le vojaška kampanja za premagovanje nasprotnika, bila je tudi del načrta za spremembo celotnega prebivalstva vzhodne Evrope. Hkrati, nacističnemu vodstvu je bilo tudi zelo pomembno, da nadzorujejo hrano s okupiranih sovjetskih ozemelj. Ukrajina in drugi deli Sovjetske zveze so bili zelo pomembni, ker so tam velika kmetijska območja. Še preden se je invazija začela leta 1941, nemški uradniki so že preučili, kako bodo uporabili hrano z vzhoda za podporo nemški vojski in prebivalstvu. Eden od uradnikov, ki je sodeloval pri tem, je bil Herbert Bake, visok uradnik za kmetijsko politiko nacistične Nemčije. Glavna težava za nacistične načrtovalce je bila preprosta. Če bi Nemčija vzela velik del hrane iz sovjetskih ozemelj, kaj se bo zgodilo z milijoni ljudi, ki so prav tako odvisni od te hrane? Načrtovalci so poznali odgovor. Pričakovali so, da bo ogromno ljudi umrlo od lakote ali pa bodo prisiljeni oditi. Na podlagi nacističnih načrtovalnih dokumentov, ki so jih videli pred invazijo, jasno je bilo, da obstaja možnost, da bo več kot 10 milijonov ljudi ostalo brez hrane ali pa bodo pregnani iz svojih domov. To ni bil le načrt na papirju. Med dejansko nemško okupacijo so že uporabili lakoto kot del brutalnega sistema okupacije. Milijoni sovjetskih vojnih ujetnikov in civilistov so umrli zaradi kombinacije namirne prikrajšanosti, prisilnega dela in usmrtitev. Bolezni in izjemno težki pogoji. Če bi Nemčija dokončno zmagala na vzhodu, bi bila še večja možnost, da bi se ti načrti uresničili. In spremembe niso bile povezane samo s prebivalstvom. Obstajal je tudi načrt za vzpostavitev novih nemških naselbin, cest in prometnih omrežij na osvojenih območjih, da bi bilo lažje nadzorovati veliko ozemlje. In še to, nekatera območja so želeli neposredno spremeniti tudi identiteto. Eden od primerov je Krim ob Črnem morju. Nacistični voditelji so na to območje gledali kot na kraj, ki bi ga lahko spremenili v nemško naselitveno območje, če bi dokončno zmagali proti Sovjetski zvezi. Medtem ko so načrtovali spremembe na vzhodu, sta Hitler in Albert Speer pripravljala tudi ogromen projekt znotraj same Nemčije. Speer je bil eden glavnih Hitlerjevih arhitektov. Njihov načrt je bil popolnoma preoblikovati Berlin, da bi postal simbol novega nacističnega imperija. Projekt je bil znan pod imenom Germanija. To ni bila preprosta prenova mesta. Hitler si je želel ogromnih vladnih stavb, širokih avenij in spomenikov, ki bi prikazovali moč Nemčije. Ena največjih načrtovanih stavb je bila Wannsee-Wollsaal. To je bila ogromna dvorana s kupolo, ki bi lahko sprejela približno 180 tisoč ljudi. Načrtovali so tudi ogromen slavolok zmage in dolgo slavnostno avenijo. Veliko teh načrtov ni bilo nikoli uresničenih, ker je Nemčija izgubila vojno. Toda preden se je Tretji rajh končal, so se že začele priprave za preoblikovanje Berlina. Zato so bili nekateri prebivalci že prizadeti, nekatera območja pa so bila pripravljena za velike Hitlerjeve projekte. Nekatere družine so morale zapustiti svoje domove, vključno z judovskimi družinami, medtem ko so pripravljali območja za prenovo. Germanija prikazuje, kakšen si je Hitler želel, da bi bila njegova nova Nemčija. Država, ki se vrti okoli moči države in podobe nacističnega vodstva. Toda nacistični režim ni želel nadzorovati le zemlje, stavb in prebivalstva. Želel je nadzorovati tudi način razmišljanja ljudi. Še preden se je vojna začela, je bila nacifikacija v Nemčiji že zelo razširjena. To pomeni, da so nacistično ideologijo postopoma uvajali v vlado, šole, mladinske organizacije, medije, kulturo in številne dele vsakdanjega življenja. Tukaj je postalo tudi zapleteno razmerje med nacistično vlado in krščanstvom. V času Hitlerja večina Nemcev je še vedno pripadala protestantskim ali katoliškim cerkvam. Zato nacistična vlada ni mogla kar tako odstraniti krščanstva brez velikih političnih in družbenih težav. Namesto tega so nekateri nacistični krogi poskušali narediti krščanstvo bolj skladno s svojo ideologijo. Obstajalo je gibanje imenovano Nemški kristjani, ki je podpiralo Hitlerja in si je želelo spremeniti protestantske cerkve v skladu z nacističnimi idejami. Nekateri njihovi podporniki so poskušali odstraniti ali zmanjšati dele krščanstva, povezane z judovstvom, ter prikazati Jezusa na način, ki je ustrezal njihovim rasističnim prepričanjem. Vendar pa niso vse krščanske cerkve ravnale enako.
Nekateri cerkveni voditelji in navadni kristjani so sodelovali ali se strinjali z režimom, drugi pa so nasprotovali vmešavanju nacistične vlade v cerkev. Tako je na primer nastala izpovedujoča cerkev. To je bil protestantski gibanje, ki se je uprlo poskusom nacističnih skupin, da bi nadzorovale protestantske cerkve. Tudi glavni nacistični voditelji niso imeli enakega pogleda na vero. Nekateri so bili pripravljeni uporabiti krščanstvo, če bi to pomagalo pri političnem nadzoru. Drugi, kot je nacistični ideolog Alfred Rosenberg, so bili bolj odkrito proti tradicionalnemu krščanstvu in so ga želeli nadomestiti z idejami, ki so temeljile na rasi, krvi in nemškem nacionalizmu. Zato je težko reči, da je obstajal en jasen in enoten uradni načrt za takojšnji popolno odstranitev krščanstva iz celotne Nemčije. Vendar je jasno, da nacistična država ni dovoljevala nobene verske organizacije, ki bi lahko postala resen nasprotnik vladi. In verske skupine, ki so zavrnile upoštevanje nekaterih ukazov režima, so lahko bile preganjane. In primer tega je bilo hudo preganjanje Jehovovih prič, ker so zavrnili prisego zvestobe Hitlerju, dajanje nacističnega pozdrava in služenje v nemški vojski. Tudi katoliške in protestantske duhovnike so aretirali ali poslali v koncentracijska taborišča zaradi različnih oblik nasprotovanja. Po drugi strani pa veliko verskih voditeljev se je prilagodilo novemu političnemu sistemu in nekateri so celo odkrito podpirali Hitlerja. To je širša slika sveta, ki ga je želel zgraditi nacistični režim, če bi mu uspelo. Ne gre le za večjo Nemčijo. Cilj je bil obsežno cesarstvo, kjer bi nacistična država nadzorovala zemljo, prebivalstvo, delo, hrano, izobraževanje, kulturo in politično življenje. In ko se je imperij večal, več ljudi je bilo treba nadzorovati, kontrolirati in zatirati. Tu se pojavi naslednje veliko vprašanje. Čeprav je Hitlerju uspelo premagati svoje glavne nasprotnike v Evropi, ali bi lahko tako velik imperij res ostal celoten? Prva težava, s katero bi se soočil, je gospodarstvo. Še preden se je vojna sploh začela, je nacistična Nemčija že ogromno porabljala za izdelavo tankov, letal, orožja in druge opreme za vojsko. Vlada je uporabila različne načine za financiranje hitrega krepitve vojske, vključno s tako imenovanimi mefobi. To je bilo kot obljuba, da bo vlada plačala v prihodnosti. Velika težava Nemčije je bila tudi pomanjkanje tuje valute in nekaterih pomembnih surovin, ki jih je industrija potrebovala. Nacistična vlada je poskušala zmanjšati odvisnost od drugih držav s 4-letnim načrtom, vendar Nemčija ni postala popolnoma samozadostna. Ko se je začela okupacija, je nacistična Nemčija pridobila veliko virov iz osvojenih držav. Vzeli so hrano in opremo. Uporabili so tudi milijone prisilnih delavcev iz različnih delov Evrope. Zato, če bi Nemčija zmagala, bi velik del gospodarstva nacističnega imperija bi še naprej temeljil na nadzoru in izkoriščanju osvojenih območij. Toda ko se je ozemlje, ki ga je nadzorovala Nemčija, povečevalo, so se povečevale tudi težave, ki jih je morala nadzorovati. Poraz vojske neke države namreč ne pomeni, da se bo vsak odpor takoj ustavil. V številnih osvojenih območjih Evrope so nastale odporniške skupine, ki so skrivaj nasprotovale Nemčiji. Take skupine so se pojavile v Franciji, na Poljskem, v Jugoslaviji, na sovjetskih ozemljih in drugod. V Jugoslaviji je bil partizanski odpor tako močan, da je morala sile OSI nameniti veliko število svojih vojakov za boj proti upornikom in za varovanje ozemlja. Nemške sile so uporabile izjemno krute metode za zatiranje odpora. Včasih so bili tarča tudi civilisti. Ubili so ljudi kot povračilo za napade nanje, toda to ni popolnoma ustavilo upora. Nasprotno, nasilje okupacije je pomagalo, da je še več ljudi dobilo razlog za boj proti nacistični oblasti. Če bi bili načrti za prisilno izseljevanje, prisilno delo in množične poboje v vzhodnji Evropi izvedeni v še večjem obsegu, bi nemška vojska verjetno morala nadzorovati še več območij. To pomeni, da bi moral Hitler, tudi če bi zmagal v velikih bitkah, še vedno uporabiti ogromno vojakov, da bi ohranil nadzor nad tako velikim ozemljem. Težave so bile tudi znotraj samega nacističnega vodstva. Sistem je bil močno odvisen od Hitlerja. Veliko visokih uradnikov je imelo svojo lastno moč in organizacije. Pogosto je prihajalo do tekmovanja med različnimi deli nacistične vlade. Dokler je bil Hitler živ, je bil on najvišja avtoriteta, ki je lahko odločala med temi skupinami. Vendar pa je bilo veliko vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko bo Hitler umrl.
Leta 1941 je Hitler imenoval Göringa za svojega naslednika, če bi se mu kaj zgodilo. Toda do leta 1945, medtem ko je Tretji rajh propadal, je Hitler Göringa odstavil z njegovih položajev, potem ko je menil, da poskuša prevzeti oblast. Himmler pa je prav tako izgubil Hitlerjevo zaupanje, potem ko je poskušal stopiti v stik z zahodnimi zavezniki brez Hitlerjeve vednosti. To je pokazalo, kako težko je bilo vedeti, kdo bo dejansko prevzel oblast po Hitlerju. In tudi če bi sile osi zmagale, to še ne pomeni, da bi bilo zavezništvo med Nemčijo in Japonsko mirno in trajno. Bila sta zaveznika proti skupnim sovražnikom, vendar so bile njihove glavne vojaške kampanje daleč narazen in imeli so svoje lastne interese. Nemčija se je osredotočila na Evropo in Sovjetsko zvezo, medtem ko se je Japonska borila na Kitajskem, v jugovzhodni Aziji in na Pacifiku. Obstajale so tudi velike razlike v njihovih političnih ciljih in rasnih idejah. Zato ni dovolj podlage, da bi lahko rekli, da bi ti dve imperiji zagotovo ostali trajni zaveznici, če bi obe zmagali. Možno je, da bi prišlo do tekmovanja in novih napetosti, ko bi si delili vpliv v Aziji in drugih regijah. A vendar obstaja še večji problem za kakršnokoli Evropo pod nadzorom nacistov – Združene države Amerike. Tudi če bi Hitler uspel nadzorovati večji del Evrope, bi bilo izjemno težko napasti in zavzeti celinski del Združenih držav Amerike. Nahaja se na drugi strani Atlantika in med drugo svetovno vojno Nemčija ni imela mornarice, transportnih ladij in logističnega sistema, ki bi bili potrebni za prevoz in oskrbo ogromne invazijske sile v Ameriko. Medtem pa je bila industrijska moč Združenih držav izjemno velika. Med vojno je Amerika proizvedla ogromno letal, tankov, ladij, tovornjakov, orožja in druge opreme. Ne samo za lastno vojsko, ampak tudi za zaveznike. Večina ameriških družin je bila tudi varna pred neposrednimi napadi, saj je bila celinska Amerika zelo daleč od glavnega bojišča v Evropi. Nemčija se je zavedala, da je razdalja velik problem. Zato so nemški inženirji preučevali izdelavo bombnikov z dolgim dosegom, ki bi lahko dosegli Severno Ameriko. Različni predlogi so bili imenovani projekt bombnika za Ameriko, vendar nobeno takšno nemško letalo ni postalo operativno orožje, ki bi lahko redno bombardiralo Združene države iz Evrope. Nemčija je imela tudi napredno raketno tehnologijo. Raketa V2 je bila prva balistična raketa z dolgim dosegom, ki je bila uporabljena v vojni, vendar tudi ta ni mogla prečkati Atlantika. Obstajali so koncepti raket z daljšim dosegom, ki so jih preučevali, vendar niso postale operativna medcelinska orožja pred koncem vojne. Tako da tudi če bi Nemčija nadzorovala Evropo, to še ne pomeni, da bi lahko zavzela Ameriko. Bolj verjetna možnost bi bila dolgotrajna napetost med nacionalno-socialistično nadzorovano enoto in Združenimi državami. Nekako kot hladna vojna, vendar bi se Amerika soočala z drugim sovražnikom. Obe strani bi lahko povečali svojo vojsko, izdelali naprednejše letala, podmornice, rakete in drugo orožje, medtem ko bi se pripravljali na možnost nove vojne. In obstaja ena tehnologija, ki bi lahko popolnoma spremenila ravnotežje moči. Atomska bomba. Leta 1938 sta v Berlinu Otto Hahn in Fritz Strassmann odkrila rezultat eksperimenta, ki sta ga kasneje kot jedrsko cepitev pojasnila Lise Meitner in Otto Frisch. Jedrska cepitev je razdelitev jedra atoma, ki lahko sprosti ogromno energije. Med vojno je obstajal tudi nemški program jedrskih raziskav, vendar nacistična Nemčija ni uspela izdelati atomske bombe. Njihov jedrski program prav tako ni dosegel obsega, virov in industrijskega napora, kot da je imel projekt Manhattan v Združenih državah. Projekt Manhattan je bil izjemno velik skrivni program, ki so ga uporabile Združene države Amerike. Sodelovali sta tudi Velika Britanija in Kanada za izdelavo atomske bombe. Leta 1945 Združene države so uspešno preizkusile prvo jedrsko orožje in kasneje uporabile atomski bombi proti Hirošimi in Nagasakiju na Japonskem. Če bi Nemčija zgodaj zmagala v Evropi, še preden bi Združene države neposredno vstopile v evropsko vojno, ne moremo reči, ali bi Amerika tako imela razlog za uporabo atomske bombe proti Nemčiji. Ampak če bi se neposredna vojna med Ameriko in nacistično Nemčijo nadaljevala, dokler atomska bomba ne bi bila na voljo, bi to predstavljalo izjemno veliko vojaško prednost za Združene države. To tudi ne pomeni, da bi Amerika zavedno ostala edina država z jedrskim orožjem. Če bi nacistični režim preživel dlje in namenil dovolj virov za jedrske raziskave, bi tudi oni morda poskušali izdelati lastno bombo. Ne moremo vedeti, kako dolgo bi to trajalo ali bi jim uspelo.
Zato svet, ki bi nastal po nacistični zmagi v Evropi, verjetno ne bi bil miren svet pod Hitlerjevim nadzorom. Bolj verjetno bi bil to svet poln odpora, ogromnih vojaških izdatkov, političnih bojev in napetosti med velikimi silami. In tukaj lahko odgovorimo na glavno vprašanje, ali bi bila druga svetovna vojna lahko povsem drugačna, če bi se nekatere pomembne odločitve in bitke spremenile. Da, bile so priložnosti v zgodnjem delu vojne. Rezultat še ni bil zagotovljen, vendar je nadzor nad celotnim svetom povsem druga zgodba. Čeprav je Hitler nadzoroval velik del Evrope, je bilo ohranjanje nadzora nad osvojenim prebivalstvom še vedno izjemno velik izziv. Vodenje gospodarstva, soočanje z odporom, prenos oblasti po njegovi smrti in soočanje z izjemno močno ter varno Združenimi državami Amerike na drugi strani Atlantika. Tudi ne moremo reči, kdaj ali kako bo propadlo uspešno nacistično cesarstvo. Lahko bi trajalo več let in vsako leto, ko bi se ta sistem nadaljeval, bi lahko pomenilo milijone dodatnih žrtev, preganjanja, prisilnega dela, deportacij in množičnih pobojev. Zato najpomembnejši del vprašanja, kaj če bi zmagal Hitler, ni, kakšne barve bi bil zemljevid sveta. Bolj pomembno vprašanje je, koliko življenj bi se spremenilo ali izgubilo, če bi nacistični režim dobil več časa za izvajanje svojih načrtov. Nacistična Nemčija je bila poražena leta 1945 in zaradi tega se je ustavilo eno cesarstvo, ki ni želelo le osvajati ozemlja, ampak je želelo spremeniti celotno prebivalstvo Evrope v skladu z rasistično in brutalno ideologijo.